V sredo 13. januarja 2016 je v okviru Čajank v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice potekala predstavitev knjige Ultra Blues. Gledalci so z zanimanjem prisluhnili skupni dogodivščini avtorjev knjige, kriznemu vojnemu poročevalcu Boštjanu Videmšku, publicistu in založniku Samu Ruglju in mladinskemu pisatelju Žigi X. Gombaču. Trije pisci, trije tekači, trije značaji, tri življenjske poti. Malo skupne zgodovine, a zajeten kupček skupnih točk. In ena 8 mesecev dolga skupna dogodivščina, ki jih je spremenila v kompanjone in ekipo. Svojo 100-kilometrsko izkušnjo v puščavah in gorah južnega Utaha so strnili v še zdaleč ne le tekaškem, temveč tudi v potopisnem, osebno izpovednem, avtobiografskem in na trenutke kar srhljivo iskrenem in neposrednem knjižnem delu. Žiga, pa bi kaj s tabo začel. Najbolj. Lahko grem počasno. Zakaj, recimo, tukaj si se recimo lotil pisanja o teku, ne? Zakaj si pomislil, da bi bilo sploh to smiselno pisati o teku? Res bom mogel stran vršiti zapiske. Tudi v mojem imenu je lep dober večer. Res je privilegij sedeti v Slovenskih Konjicah v knjižnici in se pogovarjati o knjigi, vedno to pravim. Tudi zaradi tega, mogoče, da bi kdaj lahko takole sedel pa klepetal z ljudmi, spoznaval vedno nove obraze in se imel fajn. Skratka, knjiga o teku, ta konkretno Ultra Blues, knjiga je bila za mene nekako knjiga, s katero sem v bistvu lahko iz vrst mladinskih pisateljev si nekako probal odgovoriti na vprašanje, če lahko pišem tudi tekste za starejše, do tega trenutka v letu 2014 oziroma 2013, ker smo začeli knjigo pisati 1 leto prej, oziroma 8 mesecev prej, v letu 2013, bil je lep sončen dan, sem pisal več ali manj mladinsko literaturo, pravljice, slikanice, mladinske romane, tudi kakšen strip je bil vmes. In ta knjiga je bila dejansko, oziroma že sami 2 imeni, s katerimi sem se podal na to avanturo, tekaško, pa tudi izkazalo se, da tudi siceršna avantura. Pa zakaj o teku? Ja, sej prihajamo. Torej, fast forward. V teku, celo življenje nekako že se gibam in tečem, oziroma nekako sem težko primeru. In tek je bil neka taka zadeva, ki me je dostikrat rešil iz težav, ker je bilo treba bežati. Dostikrat sem tekel zato, da sem nekako lahko ali malce razmišljal, ali se malce, kako bi temu rekel, skuril, sprostil. To je neka nuja. In tudi, ko sem bral, naprimer, knjige o teku, si pa v bistvu nikoli nisem mislil, naprimer, ko sem bral Mravljeta. Kje knjigo si prvo o teku prebral? Mislim, da so bile Neskončne ceste od Dušana Mravljeta. In? Ja, nisem si kdaj zame Kaj si takrat predstavljal, da si bral to knjigo? Ta pa zna. 100 kilometrov, res hudo, ker to je bilo v 90-ih sem to bral, to knjigo izdal, mislim, da na začetku 90-ih, ker je bilo to praktično, da je že preteč okrog Ljubljane, ob žici je bilo nekaj, kar so delali zdaj za mene kot otroka, neki nadljudje, maraton je bil pa sploh takrat, mislim, da samo v Radencih, Ne, v 80-ih so bili recimo maratoni 3 src in sicer v Radencih, v Kranju in v Bovcu. Aha, no, jaz sem za... Letos ga bodo obnovili. Res? Ja. Gor pa dol. Ja. V glavnem, in ko sem te knjige prebral, se mi je to zdelo nekaj neverjetnega. In zdaj, ko sem dobil šanso pisati knjigo o teku, oziroma tudi, ko se je potem izkazala, da je tudi vse več kot to, sem nekako skočil na ta vlak. V življenju itak stvari pridejo nekako spontano, oziroma se odprejo in sam na nas jih bomo izkoristili. Potem je dejansko Mravlje predstavljal neke vrste tvoj ta prvi stik s pisanjem o teku. Ja, kar se tiče knjige o teku, sigurno. Ker najprej je bil Dušan Mravlje, se mi zdi, potem pa dolgo časa ni bilo nič iz tega. No, če dam jaz še mogoče malo tega zgodovinske opombe, recimo Dušan Mravlje je z Srečkom Bagantom, recimo svoj cajt, to je bilo mogoče že v 80-ih, sta izvajala te tako imenovane eksperimentalne ultramaratone, ki sta tekla v jugoslovanski obali, ne vem, če se kdo od vas to spomne. Začeli so tukaj nekje na severu, pa pol dol do Ulcinja, in recimo Srečko Bagant je bil nek tak, recimo človek, ki je prakticiral ob tem, ki je tekel te ultramaratone, tudi recimo uživanje morske hrane.
oni vejo, da samo z morsko hrano lahko tečeš tako dolg. Tudi še slano vodo. Tudi slano vodo je bilo. Ja, tudi slano vodo v nekam je zmeril za sladko vodo, ne. Tako da potem ga je pa pač Dušan Majole demantiral zelo hitro, prvič tekel veliko hitrejši od njega, drugič je po vsakem dnevu si potem pa je voščil še, ne vem, kozarca ali pa celo rekel steklenico piva ali pa dve, pa še kakšno meso, ki niti približno ni imelo morskega izvora in izkazalo se je, da se da to početi tudi na drug način. Je pa dejstvo, da je bil Majole že v tistih časih in tudi še kasneje v bistvu nek človek dejansko iz nekega drugačnega materiala, kot smo mi tukaj, ki je enostavno praktično v življenju skoraj nikoli ni bil poškodovan, ne glede na 1000 kilometrov, ki jih je naredil. Eno vprašanje v prihodnosti, recimo prihodnji knjižni pa tekaški projekti. Gre za človeka z več funkcijami. Ja, pri meni je naslednji oziroma trenutno potekajoč knjižni projekt z tekaškim naslovom Na begu, pa s predvsem ne tekaško vsebino, to je zgodba 10 let begunskih zgodb terenskih, za katero sem pravil več kot 2000 intervjujev z ljudmi iz različnih državah, praktično jih spremljal ves čas na eni strani. To je zaključek moje neke avtorske trilogije. No? Prva knjiga je bila Vojna terorja, ki je 10 let vojnega poročanja, druga je bila Upor arabske revolucije in Evropska pomlad, ki je, bi rekel, konflikt se približa nam, tretja pa je tukaj in zdaj, ne? Zgodba Na begu, neke take stranske zgodbe ljudi, ki so ves čas pozabljeni, neke v senci. No? To je zgodba, ki jo poskušam zaključevati. In se mi je zdelo tudi nujno, jaz sem imel po Ultra Bluesu in še vedno imam neko slabo vest. Ne? Zaradi tega, ker v bistvu je bila to moja prva knjiga, v kateri sem pisal prvi osebi, govoril veliko o sebi, kar javno prvi osebi množine. Ima nas. Ne? In me je to spravilo neko zadrego. No? Ne? Kar naenkrat sem postal tekač in nekdo, ki govori o nekih lastnih hobijih javno, namesto da bi upravljal svojo prvinsko delo. No. To sem imel tako osebno dramo tiho ves čas. Ne. In sem nemudoma, ko se je pojavila priložnost, začel zelo intenzivno delati na novem projektu. In se mi zdi smiselno, da se moja profesionalna pot razvija v tej smeri. Ne v samo interpretaciji, ampak v interpretaciji tistih, ki nikoli ne morejo zares nič povedati o sebi. Kaj pa tekaško? Mislim, zares me zanima, zares si želim nek etapen tek, ki je zelo podoben temu, kar je Miha Podgornik lani naredil v Braziliji. No. Nekaj tazga bi me izjemno zanimalo v obstoječi zasedbi. Ekipa tekaških navdušencev se je sredi ameriške divjine spopadla s svojim prvim ultramaratonom v življenju. 100 kilometri gora in puščav, ki so sledili 1000 kilometrom pripravljalne podlage. Ultra Blues je potovanje od ultramaratonske ideje do njenega uresničenja. Je potovanje in oblikovanje osebnosti, potovanje, ki je gibanja in bivanja. S fotoaparatom je tekače spremljal Boštjanov oče Drago Videmšek. Ambicija avtorjev je preprosta. Bralki in bralcu povedati, kako se je treba pripraviti na preizkušnjo, bolje rečeno ultra preizkušnjo, ki ne dovoljuje polovičarstva ali omahovanja, hkrati pa popeljati v intimni svet 3 ustvarjalnih in v svojem celostnem delovanju precej skrajnih ljudi. Literarno delo je mnogo več kot le knjiga o tem, kako se lotiti svoje ultratelesne preizkušnje. Je delo 3 različnih piscev in 3 aktivnih ljudi o tem, kako pomembno je v našem življenju presegati navidezne omejitve, kako okljubovati udobju in pripadati nečemu, kar druži in povezuje. Kot na vsakem cilju se tudi ob koncu tega ultramaratona izkaže, da je najpomembnejša pot sama. Nove cilje si namreč zastavljamo predvsem zaradi iskanja novih poti, ki omogočajo misliti nove misli, je v Delu napisal Urban Volk, urednik knjige in literarni kritik. Vesna Milek, novinarka in pisateljica, pravi, da ima knjiga vse elemente grške tragedije. Vojni poročevalec, založnik, pisatelj in mladinski pisatelj skozi lastna telesa, skozi vnete mišice, zvite gležnje, misli, ideje, hrepenenje, spomine, skozi stotine pretečenih kilometrov razkrivajo tisto, kar na svoj način išče vsak od nas, skrajne meje človeka. Tako, kot gredo do konca v ideji, doseči rob svojih fizičnih zmožnosti, tako bralca pripeljajo prav tja na rob mogočega. Zgodba o posamezniku, ki se zaveda, da bo svet spremenil s tem, ko bo spremenil sebe. Če ti 3 junaki ne bi bili tako različni,
Knjiga Ultra Blues ne bi bila tako zanimivo branje tudi za tiste, ki nikoli niso pretekli več od 3 kilometrov. 3 antični junaki, vredni grške tragedije, 3 kompanjoni, 3 tekaške mašine. V skupnem projektu raziskujejo tisto, kar na svoj način raziskuje vsak, skrajne meje. Žiga v začetkih pisanja pravi: če si strasten tekač in poleg tega še pišeš, v tem prostoru prej ali slej srečaš sebi enake. To nas je povezalo, želja po preseganju samega sebe. Že ko smo se prvič usedli skupaj v knjigarni na predstavitvi Rugljeve knjige, nam je bilo jasno, da se bomo naslednjega podviga lotili skupaj. Boštjan z nasmeškom pove, da izkustveno iti čez 100 km gora in puščave in ob tem doživeti ekipo, če se jo da, vmes doživeti nekaj zelo novega. Zavestno smo se podali v neznano, kar je pripomoglo k temu, da smo se na to primerno pripravili. Mislim, da nam je uspelo, da smo v knjigi speljali nekakšno 3-glasovno zgodbo, čeprav v procesu priprav tako fizičnih, psihičnih in literarnih nismo točno vedeli, kam nas bo ta zgodba pripeljala. Zgodba se je dogajala v realnem času, v 8 mesecih. Izhodišče je bilo avantura, potovanje skozi priprave, ob tem pa lastno doživljanje sveta in njihova medsebojna povezava. Samo je verjel v počitek, regeneracijo in z nasmehom razloži, da je verjetnost tega v starostni razliki med njimi v 10 letih. Boštjan in Žiga pa sta verjela predvsem v aktivnost. Po Samovih besedah sta v optimalnih letih za take preizkušnje, sam pa se je moral tega lotiti precej premišljeno in s pametjo. Ves proces priprav je poskušal izpeljati s premišljeno logiko, nadgrajeval je svojo prejšnjo telesno pripravljenost, včasih tudi malo pretiraval, šel čez mejo, a je vedel, da mora naslednji dan v službo, kjer nikogar ne bo zanimalo, kje je bil prejšnji dan. Enostavno si je vedno pustil dovolj rezerve. Na vprašanje tek, zakaj, kako in čemu, so vsi odgovorili, da so do neke tekaške samouspanitve že prišli. Vsi so pretekli nekaj maratonov, gorskih tekov, skozi vsa ta leta je tek postal njihov sestavni del. Izhajajo iz sebe. Ključen povezovalni element med njimi je preseči sebe. Če gre za tekmovanje, je to tekmovanje s sabo. Novi trend v teku, množičnost, tekmovalnost, ljudje, ki ne gledajo več drug drugemu v oči. V to avanturo so šli prav zato, da bi ta vidik teka presegli. Zato so tekmovalnost pustili za sabo. Tu namreč ni šlo za tekmovalnost, ampak za umik vase. Priprava na samo razdaljo, ki je pred vsakim posebej, na nekaj novega, kar jih je čakalo na 100 kilometrih puščave. Na projekt Zionu so se pripravljali med zimo. Vedno so tekli nekje v naravi in se ves čas skušali umikati pred množičnimi teki. Seveda brez podpore bližnjih si takega projekta ni možno zamisliti niti uresničiti. Zato so se na Čajanki zahvalili svojim dekletom in ženam, ki so jim ves čas stale ob strani. Čeprav različni, so si v tem projektu bili enotni, predvsem pri tem, da jim je bila skupna osebna izpoved, občutki, razmišljanja, doživetja, ki se zgodijo, ko si sam s sabo, sploh med dolgimi teki. Mladinski pisatelj o tem pove: vse, kar sem doživel, vse, kar se me je dotaknilo, pa naj bo to prva dežna kaplja, veter, ptičje petje, sončni vzhod, vse to sem skupaj s pisateljem v sebi stkal, upam, da iskreno, pristno pripoved. Hotel sem izpisati svojo osebno zgodbo kot zgodbo moje generacije in vmes v osebni zgodovini poiskati tiste elemente, ki so se dotikali očetovske ali partnerske linije, ki bi v bralcih vzbudili določen čustven odziv. To sem želel doseči. Ultra Blues je knjižno-tekaški unikum tako na slovenskem kot na svetovnem tržišču. V Slovenskih Konjicah so imeli obiskovalci čas prisluhniti zadnji prisrčno zanimivi osebni predstavitvi knjige, saj so s tem gostovanjem tekači zaključili svojo turnejo.